Lep dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci Arena televizije. V današnji oddaji, v kateri spet pozdravljam našega gosta, tistega, ki ga vsak torek o 8:30 zvečer povabimo v naš studio, da nam malo posoli pamet. A ne, Stane, dober večer. Dober večer. Ja, tudi danes o soli, a ne? Tudi danes o knjigi, o soli že. Ampak je interesantno, ne, ta mala knjižica, ne, bomo pol v nadaljevanju. Naslov je bil Resnica o soli, ne. Ker to je res, samo potem sem menil, ne vem zakaj, ampak na tak naslov, ko je zdaj. Ampak o soli je resnično toliko zmot ali pa laži, da je nekaj neverjetnega, ne. Medicinskih zmot od Svetovne zdravstvene organizacije, tisto ne vem, če se bi dalo reči, da je to laž, ne. Laž ni, ampak zelo bi povezana je pa lahko, ne, ker če kupca ni, ga je treba narediti. In za farmacijo pa vse ostalo je kupec bolnik, ne zdrav človek, ne. Tako da, zdaj, a je to ali pa začelo se je že čisto pomotoma, se mi zdi, no, to jodiranje dodatno, ne, ker so zdravniki oziroma kaj so bili za neznanstveniki odkrili, da je golšavost posledica pomanjkanja joda v kamenih soleh, ki na tem področju avstro-ogrskem Salzburg, ne, je kamena sol, pa da je to privede pomanjkanje joda do kretenizma in golšavosti in se je začelo jodirati po malem, potem enkrat zelo preveč, potem so šli spet nazaj. Zdaj smo pa res na 10-kratni količini že kar cel svet, ne, dodanega joda. V naravnih morskih soleh je okrog 3 mg, v jedilnih, ki morajo biti jodirane, da so lahko deklarirane kot jedilna sol, da lahko piše gor, ne, pa da je sploh po deklaraciji. Ga je pa 10-krat različno po državah, no, ker vsaka država ima svoj pravilnik o soli. In različno po državah so ti normativi, ampak zdaj je to tako enotno za Evropo, ta količina že skoraj 10-kratna, no, od naravnih vrednosti, ne. Golšavosti res več ni, s ščitnico ima pa vsaka druga probleme, no. V prejšnji oddaji, ko smo testno naredila, ne, vprašanja, je tudi to vprašanje ena gospa postavila iz Izole, mogoče naj jo posluša zdajle. Ravno dan smo se ponovno potem govorila, je na test ščitnične žleze, so jo povabili zdravniki oziroma enkrat je bila, potem so rekli, da mora priti ne vem kdaj naknadno. In danes me je klicala, je rekla, da so ji sporočili, da ni treba priti, da nič ni tako, če bi bilo kaj nujnega, bi jo že, ne, poklicali noter in tako da čez en mesec bo imela ponovno test, ampak gospa se veliko kopa, je iz Izole, ne, hodi, maze mojo sol tudi, pravi, kako to ji tudi tako specialno paše, no, in starejša tudi, no. Ampak to je tako interesantno vprašanje oziroma tak razgovor smo imela, ne, dvakrat, enkrat hitro pa pol. Tako da teh vprašanj na tisto brezplačno modro številko je bilo kar nekaj, ne. Tako, to bova zdaj ponovila, ne, v prejšnji oddaji namreč sva vas povabila, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, da pokličete na brezplačno telefonsko številko, v kateri pa ste lahko preko odzivnika oddali vaše vprašanje in Stanetom sva obljubila, ne, da bova Ja, vprašanje ali pa samo lahko spusti slušalko, ker jaz potem pokličem, mene tako ni takrat tam pri telefonu sva tu, ne, če bo danes klical, ampak s to razliko, da čez isto številko lahko kličejo kadarkoli. Tako, kadarkoli. Po noči, po dnevi. Zdaj, če sem tam, dvignem, če ne, pač vidim telefon, ne, pa jaz pokličem potem, tako da ja. In danes bova Stane tudi odgovorila na vsa ta vprašanja, no na nekatera so se vprašanja dokaj tudi ponavljala. Stane, še prej naj povabiva naše gledalke in gledalce, naj jo pokličejo. Tale številka brezplačna 080 87 85, torej brezplačna, je na voljo tako zdaj v času oddaje, kot tudi kadarkoli, je Stane že povedal. Naša, zdaj letale direktna, 090
50-50, jo tudi vidite spodaj, pa je na voljo točno v tem trenutku do konca najine oddaje. Na njo pa lahko pokličete, kaj vprašate Staneta direktno in Stane tudi kakšno pozornost bodo dobili. Ja, da ta paket, ki je tule, noter je vse, to, kar že vejo vse, kaj je noter, sol, recepti, ona šprica za morje si delati, oči prat, nos, pa tako naprej, možnarček je not, merilna je provedka, kratka, komplet, za začetek. Tako. In Stane, najbolje, da zdaj kar začneva. Nekaj ste že omenili, gospa iz Izole. Ja, to je že eno tako interesantno vprašanje bilo. Potem en gospod je sprašal o pritisku in bi bilo najbolj, da jaz ne razlagam, da kar preverjava, kaj pa jaz pišem not o pritisku. O pritisku sva... Ker to je resnično skoraj najpogostejša vprašanja, ali pa iz diskusij vem, ko izprašujem komu kaj, je pritisk. Ampak je pa veliko tega, tudi ko jaz vedno vprašanje postavljam, kje pa ste na pritisku in nekateri so res visoko, ampak se mi vse bolj tisto, kar tudi vedno razlagam, kako se je normativ za pritisk znižil. To je ena zdravnica, prava, hrvaška, tudi knjigo izdala pred 2 leti. Je tisto o teh normativih, kako je to tudi tako bolj na horuk, Lahko je to v tistem, kar sem prej rekel, zmote ali pa namerne. Taki normativi. Z nekim namenom, zaslužka. Včasih je veljal za pritisk leta plus 100, oziroma 160/90. Potem se je pred ne vem koliko leti, kaj 10 ali pa že več, normativ znižal, da je maksimum 140/80. Takega Abrahamca, ki ima najni so pa ti, ko naj poslušajo, pa kličejo, so pa ti po Abrahamu, od Abrahama do 120 let. To je moja generacija. In tisti, takega pozdravega po tistem ni, skoraj da ne, ker resnično pod 140 pritisk pri enem 60-70 let starem, ne vem, pa se tudi, ko tablete jemljajo, se pritisk nihal. Pa pade, nekateri to mi tudi razlagajo, tudi ta gospod, ko je to sprašal, je pač umedljivo tudi, ker ni prekrvaviti možgan, očitno, če po tabletu pritisk pade, bolj je pa čist mutav in je to z te strani nevarno, Če lahko prevržeš, kam pa si polomiš nos ali pa kostijo. Si hitro kaj naredi ali pa še kaj hujšega. Stane, če mi dovolite, bi jaz kar tole prebrala o visokem pritisku iz vaše knjige, ki jo tako ali tako že dobro naše gledalke in gledalci poznajo. Evo, tole je Zdrava sol. Ja, visok pritisk torej. Takole ste zapisali. Že v osnovni šoli so te učili, da je pritisk nekaj, kar se izraža v sili, ki pritiska na neko površino. Tudi v telesu je tako, le da ti tlakomer kaže razpon med najvišjim in najnižjim pritiskom krvi na stene žil, vrh in dno srčne sinusoide. Ker pa kri ni voda s konstantno gostoto, se te vrednosti stalno spreminjajo. Tudi iz drugih razlogov, tudi najvažnejša za povprečje sta vsekakor gostota in skupna površina odprtin, skozi katere kri prehaja. Skupna površina se manjša zaradi apnenca, ki maši sita in zmanjšuje elastičnost žil. Gostota pa je povezana s količino vode v krvi. Te je približno polovico, ostalo pa so krvne celice. Toda konstantno razmerje v krvni plazmi je stalno enaka koncentracija zdrave soli. In če pade absolutna količina soli, je reakcija sistema ta, da pade tudi količina vode. Krvna telesca pa nimajo kam in gostijo kri. Kri imaš gosto kot bučno olje, pritisk pa visok. Ja. No, se to sem večkrat tako tudi razlagal, ampak ja, to je resnično fizikalno sicer opisano, kako to je, ampak to ni nobene razlike med strojem pa med telesom, In to je tudi, zdaj ne vem, na to številko, na eno drugo se ni važno, to je tudi zelo pogosto, danes rečenje krvi, To je tudi prava moda že ratala, včasih tega se ni kaj čulo. Popadajo razna zdravila, imajo stranske učinke, vse in tako naprej, ampak to je logično.
razredčilo originalno zakrije točno sol, ne? Ker koncentracija mora biti tistih 0,9% fiziološka raztopina, ne, da je, ampak to zaradi prevodnosti elektrike, ne za kaj druga. Ker če pade, se polupornost poveča, dobiš vročino ali pa vse sorte, to je čista elektronika, pa elektrika in fizika čista v telesu, v fizičnem telesu. Duhovnem je pa drugo, tisto pa tam, ne vem, ker vse nizek je tudi že, tako, tudi v nizkem pritisku, preverma še, da se pravi, visok pritisk, kako bi odgovorili zdaj našemu poslušalcu na vprašanje kratko jedrnato? To, kar vedno zdaj že en cajtlajnam, če ti nič ne pomaga, pomisli na sol. Tako. Ker tableti tudi nikomu niso zregulirali pritiska, da bi jih lahko pustil. To je, kar še nisem slišal, ne? Ko enkrat začneš imati tablete. Ja, pa strašijo kar to do smrtno je to. Ma kako bo do smrtno? To ni hrana, tableti, ne? Tako. Ima vsi stranske učinke, pol se začne. Vzameš en tablet, pol te začne sluznica šibati, pol vzameš za sluznico enega, pa tak naprej in pol na koncu jih je tak ena pest. Žal, ja. Nič 90 50 50, drage gledalke in gledalci, če želite kaj vprašati, kakšen nasvet, Stane je tukaj danes za vas, pokličite, pa bo Stane tudi odgovoril, drugače pa nič 80 številka 87 85 tista, na katero lahko pokličete kadarkoli, pa je brezplačna. O visokem sva torej že, zdaj še o nizkem pritisku, tole, kar zapisujete v vaši knjigi, takole ste napisali. Nikar pa si ne domišljaj, da je nizek pritisk izraz kdo ve kakšnega zdravja. Pomeni le, da si podsoljena še bolj in so neslane tudi druge plazme, napetost in kapaciteta galvanskega člena pa nizka. Rada te glava boli, križ ti dela težave, puls imaš visok, si nervozna in depresivna. Pasje življenje je ljudski izraz takega stanja. Ker si plašljiva, bi bilo dobro, da ti nekdo stoji ob strani, morda tvoj zdravnik, ko boš začela uživati zdravo sol v povečanem tempu. Normalne reakcije zvišanja energije bi si lahko iz strahu razlagala napačno. No sicer pa ti je lahko v tolažbo, da tablete za višanje ali nižanje ne morejo biti kaj druga, kot nadomestilo za zdravo sol, sicer ne bi delovale. Za obvladovanje stranskih učinkov pa bi bilo vseeno dobro začeti z biodieto. Odpadli bodo stranski in glavni učinki, pa še strah te ne bo. Biodieta. Ja, točno. Metoda je na koncu enaka za vse, ne, to, kar jaz razlagam. Okrog same metode tu ni kaj filozofirati, pa pravljico razlagati, razen če bi se začela mi spuščati v kuhariji, ne? Ja. Ja, to je tudi zanimivo, kak ribo speč, ne, tak potem na ta način. Nič, naražen, brez vsega, ne. Ja. Nekaj ribe morske se tak ne solijo, ne, nekateri že, pri nas tudi, ko čez mrzenje, čez pa na morju, pa tak nima smisla. Pa pol lahko čaraš z olivnim oljem, začimbami, karkoli, ne, in začimba taka, kot jaz opisujem, kot začimbo je tudi kozarček vina, ne, potem. Je tudi začimba v tem smislu biokode, ker vino ne kuhamo slučajno, tisto je za nič, ne. Tudi ta efekt povzroča na sladkorju, tako da lahko bi v kuharskih receptih tudi napletali, samo tistih je tako, da je hudičo gravža bi rekli, ker nimaš cajtnik, da ni neki kuharski recept, pa so vsi napačni. Ne po sestavi, po tem, koliko če... Po načinu, ne? Ja, sol in začimbe je napaka v vseh, ne. Še enkrat ponoviva, kako pa je pravilno, kaj so tisti 2 zlati pravili morda, no? Pri kuhanju, ne? Nič ne soliš, ne daješ začimb, potem pa čaraš, ko je to recimo lahko na krožniku, lahko za familijo celo tudi prej v loncih, ne, ko se toliko ohladi. Soli na zgornjo mejo okusa, pod 65 stopinj, ne čim manj, ne. To je tudi ena taka zmota, ali pa namerna, ali pa nenamerna, ne soli si, ne. Ljudje so prepričani, skoraj, zdaj jih je že po tolikih letih, sem jih že malo zdrmal, pa tudi, ko me kličejo, ampak da bi bila najbolj zdrava, kar neslana hrana, ne? Ja, če bi bila surova vsa, presno jedci, ne? Tista ja. Tam res ne rabijo, če znajo
kombinirati živila, tudi če bi samo sadje jedli, ga itak vrže, ne, ker sadje nima elektrolitov, zelenjava pa ima, če je natur. Če je pa že zelenjava tudi tista, kakor umetno pridelana. Jo v vodi na mreži imajo, pa noter kemikalije dajo umetna gnojila, ne. Tiste samo farba taka pa zgleda že, ampak to ni to, ne. Tako da je to že tako. Slučajno danes mi je kolega poslal po mailu, mi vedno pošilja, no. On je presnojedec. Ja. Mariborčan. Kaj se mu zdi, pa ima en tak rok, no, zanimivo, in jim je poslal od Sanje Lončar. Poznate, ste slišala? Sanja Lončar je v Sloveniji živi sicer Hrvatica, Dalmatinka. Ne vem, kaj je imela pred leti, ampak se je pobrala takrat in je zdaj to propagira, pa zdaj je prava strokovnjak ratala za propagiranje naravnega načina, o samooskrbi, ne, je imela predavanje in je na internetu posneto tudi, s nje tudi dal link gor, kdor bo šel na mojo spletno stran, da sov.si, si lahko tudi tisto njeno predavanje ogleda, ne, kako, kam drvimo, ne, cel svet, z tem, s kmetijstvom se ukvarja samo še par procentov ljudi, ne, potem lahko se zgodi v momentu to razlaka, kakšna katastrofa in bo Slovenci, mi recimo imamo samooskrbo zelo nizko, ne vem koliko, 30% komaj ali kaj. Imamo pa površine zadosti, da bi imeli 100%, ne. Samo seveda vse hibridne o semenih je govorila, ne. To je tudi zanimivo. Zdaj ljudje, domačini, tako so včasih kmetje imeli, sploh nimajo semen več, ne, svojih. Zaloga semen po semenarnah, to mi je bilo interesantno, pravi, je pa samo za 2 leti planirajo, ne. Se pravi, kaj če se neka katastrofa zgodi, da bi vulkanski prah padel, pa bi za 3 leta zablokiral vse skupaj, pa ne samo to. Niti ne bi imeli semena več, ne, ker ga zdaj vse uvažamo. Naših semen, avtohtonih, pa takih, pa to blagovne rezerve, ko smo jih včasih imeli v Jugoslaviji, jaz se spomnim. To je bil poudarek strašanski. Pa v Jugoslaviji samo oskrba je bila dosti visoka, ne, ker smo imeli res, če vse skupaj vzamemo, od žit do vsega, ne. So bile blagovne rezerve, ravno zato, ne, ker ti rastline ne moreš tako, sploh pa ne, če nimaš semena, ne. Potem pa sploh durek, ki ga boš dobil. Brez semena pa ni nič, ne. Tako da je zanimiva oddaja. Pravim, kdo bo na spletno stran moja šel, ima tam biodieti, se ravno prelimo zraven, da si še ne tisto gledajo, ker pa še skupaj, ker je to prehrana. Tako. Tako da, ja. Torej od tistih, kako dobro soliti, ne pa pod 65 stopinj. Ja, tako, ja, na zgornjo mejo, nič čim manj po okusu, ne. Tako da, ker za izgorevanje kalorij so potrebni elektroliti, ne. Organska hrana mora imeti organske komponente tudi, da zgori, no, da se presnovi. Pa ne samo, da zgori, da tudi raste, da se spreminja v beljakovine, v karkoli že maščobe tudi. Zgradba, da je takšna, kot mora biti, ne. Stane, midva bova še najine gledalke, gledalce povabila, poleg tega, da naj lahko zdaj pokličejo na 090 50 50 v tem trenutku v studio, tudi na to, da pokličete na brezplačno številko 080 87 85, kadarkoli, ne, modra številka, tako kadarkoli. Midva bova lahko tudi potem, če bom doma pri telefonu že, če ne pa bo, pa niti ni treba kaj razlagati, je dosti, kar pokliče, pa odloži tudi, ne, da... Tako, samo da poda vprašanje, kar ga zanima. Ja, no, lahko vprašanje ali pa številko dobite, ne. Takoj gor, ali pa mi pol, ko bom jaz poklical, ne. Tako, se potem zmenite. Lahko pusti samo svojo telefonsko številko, ja, se registrira gor in jaz imam to gor, če pa pove kaj noter, se pa tudi snema, pošta ima tak Telekom, ne, zdaj. Da če vprašanje postavi, jaz tudi čujem, ne, mislim. Tako. Skratka, za vse lahko pokličejo, pa bodo že izvedeli, ne, kako in kaj. Stane, o knjigi sva midva v prejšnjih oddajah že kar nekaj povedala, pa prav je, da še poveva, tole je Zdrava sol.
v takšni vijolični verziji, skoraj vsakič nam prinesete kakšno novo. Ja, še zdaj v petek mi ena gospa, ravno oblikovalka, ko jaz sem to sam oblikoval, tako do prejšnjega oblikoval, probaval sem, pa pridem glih je noter bila v Komaja studio. Je rekel, da sem se te pa že naveličala, milijon prob se boš spufil na vzorcih. Na vzorcih, ja. In je točno me ne polosalo, jaz sem se že izgubil v tem, kaj bi bilo prav, kaj ne, je rekel, zdaj pa tak ti vmes naredila do petka tega, čez par dni. 3-4 variante. Pa boste izbrali in potem bo to to. Pa tako profesionalno naredil. No, odlično. Samo, če bi pa to prej dal, to sem že tudi probal profesionalno delati, pa če sam nisem vedel, kako bi rad, tudi ni nič, mora biti vse skupaj, ker mora biti vsebino povezano, Tako, da se opada z vsem. O vsebini sva tudi že veliko govorila, ampak Stane, jaz zdaj to knjigo omenjam toliko zaradi enega drugega razloga. Spet ste prinesli nekaj drugega, v naš studio. Spet eno drugo knjigico. Zato, ker je tudi vprašanje tako bilo ena gospa. Kaj je pa s tole knjigico? Ampak to ni nova, Ni vsebina, tiste, o kar smo govorili o zdravju države, tu noter nisem tako dal, če ravno je bilo napisano že, Je pa vsebina okrog zdravja, to, kar zdaj je pa ta. In to je, mislim, da ta druga, prva izdaja še sploh ni bila taka, z cipom, ko moraš registrirati, pa takrat. To pa je že in to je, kjer je 2000? Ja, 2002, tako je v samozaložbi, izdana. To sem prav uradno, prej nisem vedel, kaj je treba, Se pravi, to je vaša prva knjiga, o tej sva že govorila, ko sem vas povprašala, kdaj ste začeli pisati, kako ste pisali, In je ena gospa poklicala, ki živi v Ameriki, to sem že prej rekel, In je zdaj na dopustu in je ona, pa tu zraven še bile provedke, so bili noter kot vzor, tak kompletek je bil, tistega več nimam. Je rekla, če še imam kaj, da bi rada 2 knjigi, pa sem pa lepo brskal, sem še pa imel 2, pa še tu te imam, te pa zdaj, to pa moram za arhiv imeti. Aha, tako, zadnja zaloga. Pa tega je tudi kar šlo, se pravim, vse skupaj je šlo že 10 000 izvodov raznih, zdaj od te do take. Žepna je fina, samo so lepa pripombe, ker Abrahamke so najne bravke. Težko se bere, seveda moraš imeti očala. Drugače pa tako priročna pa je, Tako. Za v žep in bo v sabo nesla in tudi pol smo malo, kako pa boš sov, pa že, No, to vprašanje, zdaj, ko smo bili pri tem, je tudi ena gospa, ki je na dopustu, zdaj je pa v Nemčiji delala, v Frankfurtu. Me je tudi klicala, ne vem, polni številka, pa je končno vseeno. Je začela, oče je kupil tisti kompletno, tale, oziroma onega družinskega in je potem dal čerki, pa še ne vem komu in zdaj gor Frankfurt, ko gre, se vrača naslednji teden menda. Dela pa v eni restavraciji, gazda ima pa putiko, Kaj boste videli, po enem mesecu, tako sem ono že razlagal, bo putika šla proč, ker putika je sečna kislina, ki ima 2 oblike, ena je vodotopna, ena pa ni in če pH ni pravi, se kristali izločajo in to boli kot strela, pa reže, pa nimajo zdravila, vsega ne more imeti. To naredi pH stabiliziraš točno za soljo, ne vsako. Ker edino sploh ne, ker je sploh ne moreš zaužiti glede na kalorije. In tisti jod, Tako da, to je tudi bilo interesantno vprašanje oziroma razgovor, Da se pravim, teh razgovorov imam vsak dan. Me kličejo zdaj po tej liniji, po oni, po 3 imam, ena je stacionarna, ena je mobilna, tista je najbolj vroča. Zdaj sem še to zraven dal. Odlično, vam ni dolg čas. Tako da, Pa vam tudi postavijo oziroma povedo, oziroma imate vi potem občutek, da so bolj dovzetni za uporabo zdrave soli, čedalje bolj, ljudje, ne vem, čedalje bolj uporabljamo? Ja, vedno več jih je. Tudi me je klical en sladkorni, to je tudi vprašanje bilo.
pravi, je začel meseca kaj inzulin ima, ne? In je prej bil na, ne vem koliko, 35 enot inzulina, zdaj je že na pol padel v enem mesecu, ne? In si niža inzulin, ne? In me je vprašal, kaj pa tam, jaz, ko grem nekje druge ješ, ne, a tam tudi lahko, a kaj škodi, ne, nič ne škodi to. Smo priporočali tako vsem, hrano po gostilnah ali pa pri sosedih, pri kom že, ki kuhajo na star način, ne, si kar dosoliti pod 65 stopinj, kar pa porcijo zmanjšati, ne, manj pojesti, da skupne soli več ne dobiš. In tista porcija, tista hrana ne bo nič bolj slana, ampak bolj polna, ne. Ja. Ker dobi vse elektrolite v sebi, sej telo vse ve, samo če imaš informacijo pravo, zakaj gre, pa če se znaš poslušati, ne. Lahko samo nos pa jezik, sta bila celo zgodovino ta glavna merilca količin in vsega, ne. Tako da ja, pa to, pravi, zdaj pa kaj pa pol, ko bo še padal sladkor, jaz nekaj, pa nič, na koncu tako sem že tudi razlagal, ena gospa z Laškega, ko je tako možo kuhala, pa zmanjševal, on si je inzulin zmanjševal, na koncu je pa šel čisto na malo, pa mene kliče, ja kaj pa zdaj? Zdaj pa nič, stran. In tega, kakor hočete. To je tudi napačna ena zmota, zopet medicinska. Namerna, nenamerna, ne vem. Prav je že, če bi jaz preletel pred 12 leti v bolnico, ne bi bil mogoče danes na inzulinu, ne vem, ker sem bil tik pred komo. In to je že prav, če si tako dolž, da ti daje inzulin, da ti momentalno zbije sladkor, da ti ne gre, da res se ti kri tako ne zagosti, da te pobere, ne. Ker cukor je gost tudi, ne, če še imaš cukra toliko not. In je pa dejstvo, če si začneš inzulin dajati, pa ko vsak sladkorni bolnik pa tako informacijo od zdravnika že dobi, da to je pa do smrti zdaj, ne. Če glih ni res, tudi po drugih metodah, tudi presno jedci si odpravljajo. Samo to ni druga metoda, to je točno ista, kar jaz govorim o zdravi soli, presno jedstvo. Si tudi odpravljajo. Ampak dejstvo je nekaj druga. Čim si začneš inzulin dajati, slinavka ne sme delati več, ne. Ne sme, ker če ne bi pa res padel v spodnjo komo. Če bi si inzulin, ko si špričen, pošel pa bi slinavka. Slinavka je tako pametna, da ne dela, ne. To je vse regulirano. Ampak to sam sebe zajebavaš po domačem. Ja. Si daš inzulin, pa še veliko je takih, zdaj na to je posledica navodil zdravnikov, ali kaj, da si za rezervo še kako kapljico oziroma enoto inzulina malo več da, ne. To je še večja napaka. Pa so res sploh ne sme delati, pa hip pa so tiste, ne. Cukor po vseh zdaj informacijah, ki jih jaz dobivam vsak dan, ko me kličejo, pa ko jih sprašujem, pa tako zdaj teh 12 let, tudi sladkor pri sladkornih bolnikih ne si držati z inzulinom, pa vse tableti so isto, no, samo da je pač na drugačen način tableti delujejo, res da spodbujajo slinavko, ne. Ampak to prepozno, ko je že hrana not in ti samo v resnici apetit delajo. Pri inzulinu je pa to, da res zablokira delovanje slinavke in potem pa res časoma zakrni oziroma ne dela, ne. Se ne sme. Ja. Tako da, ja, ko me je to vprašal, sem rekel, ja, seveda, si tako kontrolira vsak sladkorni bolnik 3-krat na dan, pa pikanje čistne, eni imajo črpalke, zdaj nema so že, imajo tudi, ko sproti miri, je tudi tak aparat, da ni treba se pikati glih, da. Se mi zdi, da je pa za otroke sploh ne. Možno, da kar avtomatsko meri, pa ja, da je kar to že umetna slinavka, ne, funkcijo. Samo ozdravi te pa ne. To ni zdravilo v tistem smislu, tako kot naravna zdravila, tako kot so včasih, ne, da te je res ozdravilo nekaj. Inzulin te ne bo nikoli ozdravil slinavke, ker namesto nje dela, ne, njeno funkcijo upravlja. In še bolj ti jo zakrni, ne. Tako da je tudi, pravim, to je ena velika zmota tudi, te metode ali pa doktrine take, da se inzulina ne da znebiti. Midva bova, glede na to, da imava še kakšnih 10 minut oddaje, še enkrat povabila naše gledalke, gledalce. 090 50 50, naša telefonska številka, pokličite nas
Stane, kaj imava za njih pripravljeno? Imamo paket noter, kjer dobi vse, od receptov do soli, do šprice, možnarček, eprovetka merilna, za začetek, ne. Ampak ta paket traja kar 2 meseca, ne, smo ugotavljali v prejšnjih oddajah. To začetni paket je, prej je bil v začetnem paketu, ampak to je že dolgo knjiga, pol pa so me tako nagovarjali, ne piši kuharsko knjigo, in sem res napisal, pa ni knjiga kuharska v tem smislu taka. Ampak v osnovi so noter, če se to nauči kuharca kuhati, bo znala čisto vse recepture na ta način delati, ne. Imate to noter, pol tisti možnarček, vse, komplet je noter, ne. Hec je pa v tem, tako kar tudi pravim, ne. Če ti nič ne pomaga, pomisli na sol. In komu nič ne pomaga, mora pomisliti, poklicati, pa dobi paket, ali en način, no, na internet skoči, prebere mojo knjigo, tam je brezplačno vse, ne. Lahko dobi vse informacije in je ena taka parola razumljiva vsakmu, če ti nič ne pomaga, pomisli na sol, ne. Pomisli na sol, ja. Zelo logična tudi in tako. To se zdaj vleče že, ja. Že kar nekaj časa, ne, 10-12 let, ne, sva ugotavljala. No, ta slogan smo si, zdaj še ni dolgo, sem si razmislil, mi dva oba, kak je že bilo, no. Kak mesec, dva, kaj. Ampak se res dobro čuje, ko jih jaz tudi tako kličem, pa jim to povem, ne, in res mora vsak pomisliti. Tableti, niti umetna, niti naravna zdravila niso hrana za celo življenje, ne. To zdravilci poudarjajo tudi, ne tudi poudarjajo, samo oni poudarjajo, da tudi, če je neka rastlina kot zdravilo, tudi ne smeš uživati ne vem kaj dolgo, ne. Ker škoduje, ne. Zdravniki pa to večina, redko koga slišim, ko sprašujem, pa kaj ste že kak tablet odpravili, da bi zdravnik na osnovi te pač svoje recepte rekel, zdaj pa tega ni treba več, ne. Ja, ker če je razlog v soli, tako ne moreš z nobenim tabletom nič ozdraviti in pol pač ljudje mislijo, ga pa skozi moram jemati, ne. Ja. Za pritisk, tisti prvi, ko je spraševal, čuti tako, ne. Pol pa jih jemljejo, pol pa res zbolijo. Tako. Tako da zdaj, ko se je začelo šparanje, zdaj bo neka reforma neka zdravstvena, pa ne. To je treba noter, tako prejšnji ministri niso bili dovzetni, mogoče bo zdajšnji, zdaj sem pa res pravil dol. Zdaj mogoče malo predopusti, ali kdaj, zdravstvenemu ministru, ne, ki je Pirančan ali iz Izole tudi, se mi zdi. Moram ga najti neki, ne. Jaz malo vprašam. Tako iz tega okolja, ne, bi že moral. Ja, seveda je, in ja, no. Tako da jaz jim predlagam, zmanjšati dozo joda, ne samo v soleh, tudi v krmilom tudi dodajajo, ne, da so krave žene kot krave, svinje se bolj redijo, kure tudi, samo tisto, se nič ne redijo, zdaj samo ženje pa vodo pridobiva, ne. Pa date piščanca v pečico, pa zgine. Vodo prodajajo, ne. Na tak način, ja, ker je cena glavno, ne, vsi na to gledajo, čim cenej. Ne bolj blesavo, ne. Lahko je cenej, kako hočeš, najcenejše blago je najdražje, ne. Amen, to je star pregovor angleški. Ja. Tako da to, tudi Sanja je ta, Lončarjeva je o tem razlagala, kako je to s temi farmami, pa z temi žiti, ki so monokulture, pa tako naprej, kako je bilo. To noter razlaga v Dalmaciji pred 200-300 leti, pravi, kak hudir je bil. Tam seveda zaradi povpraševanja so vzgajali samo grozdje in olive, ne. Pol se pa neka ušna selila je kaj in je pa obralo vse grozdje, je šlo v nič in ogromno jih Dalmatincev šlo v Ameriko takrat, ne. Stradali, lačni, ni bilo nič naenkrat, ne. Imeli so pa samo to. Monokulturno, ne. Nič kaj drugo niso si gojili, niti salate, niti samo olive pa grozdje. Zanimivo, da, vi si pogledajte si tudi na internetu, na moji strani imate, tako da, ček gor. Tako da je zanimivo. Za konec, sol, midva sva govorila, da o doziranju soli, ne, vas bom zdaj malo še vprašala. Kako doziramo sol?
preveč verjetno je ne moremo zaužiti, ker nam že okus ne bo dovolil. Tisto, kar je preveč, ti telo pove. Tisto, kar je premalo, pa če sam se ne navadiš, pa ne, ker malo slano je že kar ščepec. Tistega, in to jaz vedno razlagam, bodite pozorni na zgornjo mejo, testi naredite, začnete en ščepec, pa 2, pa 3 v juhu recimo, pa probavati, kje je tista meja. In meja je 10 gramov na kilogram pripravljene hrane, kuhane, recimo juhe, tudi mesa ali česarkoli, je tu taka. Tudi v slovenski stari kuharci 100 let, koliko je tudi noter to, koliko soli, tam so še pisali, zdaj nič ne piše več koliko. Stane, imava en telefonski klic. Halo, dober večer. Halo, se slišimo? Halo, dober večer. Ja, dober večer, kar pogumno. Kdo je z nami? Jaz pa kličem iz Gorenjske, gledam vašo oddajo, pa mi je zanimiva ta vaša sol in bi jo rada poprovala. No, zdaj bote, ker ste noter, tako sva rekla, kdor direktno pride noter, dobi ta paket, imate vse not, ne? Ja, krasno, hvala lepa. Odlično. A imate kakšne težave morda, da bi Stane takaj povprašali? Ste že uporabili? Ja, mogoče imam, ja. Kaj imate? Mal povišen pritisk, holesterol. Ja, to, kar sem razlagala. Povišen pritisk, holesterol. Ja, to so tako najpogostejše težave penzionistov. Ste že v penziji? Ja, že. Aha, no jaz tudi eno leto. Ja, tako da, to starostjo nima nobene zveze, da bi človek moral biti zaradi let bolan. Jaz sem tudi mislil po Abrahamu takrat, ne? Da imam pravico bolan biti. Pa sploh ni to res. Prej sem včasih res tablete, vse sorte, kar tako lepo nakupe. Danes še aspirina ne pogledam, ker ne rabim, to se bo tudi vam zgodilo, boste videla vas. No, fajn, super. Pokličem tudi, zdaj lepo ste številko, ne? Ja, hvala lepa. Tako, odlično. Hvala lepa, čestitke. Lahko noč. Tako izven etra še pustite našemu Andreju telefonsko številko, pa bo potem Stane vse skupaj poslal na vaš naslov. Stane, kako torej zunanja uporaba, notranja uporaba soli? Zunanja uporaba šprica Sinarit, ki je tudi v paketu, zdaj, ko bo tudi gospa, ko ga dobi, ne? Ja. Lepo Sinarit morsko okolje doma, ne? Ni treba ravno na morje hoditi, če glih seveda fajn je že, ne? Ampak če si pa vsak dan, pa vsak teden, enkrat makar, umiješ, špricaš, ne? Oči, nos, ušesa, po telesu, vse, je to super, ker gre, ta sol gre tudi skozi kožo noter, ne? Ni treba ravno čez hrano vse, kdor je fejs podsoljen, koga treše statično, nismo vprašali, ampak verjetno je kaj od tega. Zgaga, statično, suha koža. In se potem gre tudi skozi kožo v kri, ne? In se to hitro uravnoteži. Tako da zunanjo in notranjo v prehrani in zunanjo si narediti mediteransko hrano z morjem vred, ne, pravimo. Tako. Odlično. Kako je dobro, da to kar uporabljamo, ne, konstantno, ni treba to zdaj, ne vem, 14 dni, pa potem Bog ne daj preklopiti na staro sol, ne? Ne, to pa sploh ne priporočam nikomor, če že komu na pamet pade, da bi rad eksperimentiral karkoli, naj neko naravno sol najde. Tako kot pravim za vse tistim, ki še nič ni, ti so pa zelo redki, no. Naj takoj grejo na neko naravno sol. Ampak po vrstnem, ne na kameno, ker tista joda nič nima, recimo na naravno morsko sol. Vse jih je zdaj že na srečo, to je največji dobitek, ali kaj bi že rekel, da smo stopili v Evropo, tako jaz pravim, ne. Drugo, da smo stopili v Evropo, ne vem, kaj koristi. Ampak to pa res, da so lahko pod njihovo prisilo, ne lahko, da so na našem trgu dovoljene tudi naravne morske soli, ne. Stane, še en telefonski klic imava. Dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Jaz pa kličem iz Bele krajine. Pozdravljeni. Kar izvolite, Stane, tukaj Stane, slišite? Nekam tiho je naredil. Kar bolj pogumno. Ja, jaz pa znam to sol in je zelo v redu. Aha. Jo že nekaj časa uporabljam. Aha, no se ne glede na to, boste paket dobila, lahko bo pa se pol zmenila, če že tega imate, že imate knjigo, imate vse te recepte, pa to imate vse že? Ja, recepte imam, recimo šprice pa nimam. Aha,
Pa kaj ste si porihtala, kaj je to, ste imela zgago, statično elektriko, suho kožo, kaj vas je? Sem si neke stvari pošlihtala, ja. Aha. In recimo zobe umivam, pa take stvari je kar v redu. Ja, tudi, ja. A špricate se že tudi po telesu, ali ne, se tako vlažite? To pa nisem, ker mi je bilo škoda. Ampak tisto imate, ena je preveč, ko gre no zdaj v tem paketu je noter tudi, imate to šprico, ne? Tisto šprico imate za en teden, 10 gramov soli, ne, to nič ni. Mislim, nič ni. Ne šparati na tem, kar je zastojn, ne? Ni pa res treba v banjo kilo soli, no to je bilo pa res brez veze škoda. Ker telo vzame sam, koliko rabi, nič več, ne. Tako da ja, naslov le puste, ne, da bomo vedeli, kam vam pošljemo paket. Prav, hvala. Tako, srečno v Belo krajino, lahko noč, hvala lepa, tako iz Venetra še našemu Andreju podatke. A iz Bele krajine, iz Bele krajine, tako, najprej iz Gorenjske, potem pa še z Bele krajine. Lepo je, da bo Slovenija zdrava, a ne? Ja, no, ja, sej, ampak brez informacije, sej to je tragedija, ne? Ki ljudje stvari, zato pa resnica o soli, ne? Ni bil napačen naslov takrat, samo zakaj, a so me začeli bombardirati takrat na začetku? Da ste si premislili potem? Ne vem, da je tako mogoče izzivalno ali prestrašljivo, ker jaz nikogar nočem strašiti, ne? In tudi ne strašim, ker tega strašenja je tako že tako, da vseh koncev in krajev, tudi če se bo no se Sanja Lončar tudi malo straši, kaj se bo lahko zgodi, pa dobro, fajn je vedeti, ampak kaj pa imamo tega, če me je strah že naprej, a se bo zgodilo, a se ne bo, no zdaj se pa že zdaj sekiram tako od nor, pa to je brez veze. Nima smisla. Ne, nima, kar bo zdaj to že. In tako da sem potem, Stane še, evo, vodaja že skoraj pri koncu, midva pa še sprejmeva telefonski klic. Halo. Dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Dober večer, gospod Stane in vi voditeljica, lepo pozdravljeni. Ker izvolite vprašati, Staneta, kaj vas zanima? Kak nekak znam glas mi je, kak je rekla, odkot? Jaz kličem iz Ljubljane. Glas. Mi dva se že po glasu poznava. Ja, glas, točno, ja. Odlično. Aha, no, povejte. No, bom pa še jaz povedala mojo zgodbo o tej soli, jo ne bom zamenjala, dokler bom živa. Jaz tudi ne. Dokler bom živa, ne bom jo zamenjala. Jaz imam veliko koristi od te soli. Od krčev v nogah, ki sem si jih odpravila, ali ušesa, ki sem imela vnetje, sem si spirala, je bilo v redu. Sinuse. Ja, no. Špricam se po celem telesu, zvečer po tuširanju, si noge pošpricam in pustim gor, da ne obrišem nekje. Pač se odsedi samo od sebe, kar se posuši. In tako je. Svetovala sem jo tudi moji sestri, ki pač živi sicer v Nemčiji, ne? Ona ima pa že 36 let hepatitis, ker je bila okuženo kri dobila v bolnici, bila je rodila v Münchnu v bolnici in je veliko krvi izgubila, tako da je morala dobiti kri in je dobila s tem hepatitis. In ta hepatitis še zdaj jo matra. In ona si je zelo s tem izboljšala. Sicer jaz sem nabrala eno mešanico čajev, tudi da tudi to pije občasno. Tudi čaje kombinira, ja. Iz soli s tem in pravi, da bi jaz bila tebe saj že od lani, predlanskega leta poslušala, bi si že jaz mogoče veliko več pomagala pri temu. Ja, no, vse nisi. Nikoli ni prepozno. Ja, dokler se še da kaj narediti, ne? Ja, no. In tako da je veliko dobrih stvari in se pravim, ker bi to spoznali, ne bi se toliko težav vrtelo okoli ljudi. Raznih ekcemov, izpuščajev, pikov in takih. Ja.
Metoda je univerzalna, za vse probleme. Ja, to je to. Zakaj za šprico? Šprico se tista steleks, ki je za okna pomivati, se prazna flaša, se v njej jaz dam eno peščico soli noter, pa dam toplo vodo, da se prej stopi, zmešam, fino stresem flašo in se špricam cel mesec in še dlje. Kajčem s tem, da jaz sem že to prej delala, predvsem začetka, ker sem slišala za to. Pa bo zdaj avgusta 2 leti, ker jo rabim in stane to. Najlepša hvala. Škoda bo. Mi špeh raste. Škoda bo, če nas bo prej kaj zmaknilo. Ja, nikoli ne vemo, ampak do 120 pa mu še da vsi, to je tako realno. Tako pa ne umre, kdo hoče. Odlično je, hvala lepa. Fajn se imejte, lahko noč. Lahko noč tudi vam. Lepo zdrav Ljubljanom. Odlično, Stane pa tako ali tako že ima vašo telefonsko številko. Ja, imamo v šestih, enkrat je klica, pa že davno, enkrat prej že. No, pa smo se že pogovarjali o mestu tudi, ne. In gospa res neverjetno, tudi intervju je dala v revijo Ne narava zdravi. Pač veno, že pred leti. Zdravje, odlično. Stane, midva sva že zdaj, pa res že 5 minut čez oddajo, Andrej bo vsak čas... Jemljema čas najnim zdravilce, kaj se že... Tako, astrologinja. Astrologinje naše. Stane, hvala lepa za nocoj, prihodnji torek, čez en teden se spet vidiva. Isto, naj kličejo do takrat lahko na ono številko, tudi tako, ko smo danes ne povedala, kaj so vprašali, malo tako. Tako. Naslednjič pa so zopet v živo, ne? Tako, vsekakor. Hvala lepa, Stane, za nocoj in lahko noč. Lahko noč. Lahko noč pa tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo se imejte in do prihodnjega torka lep pozdrav.